Jutrček, putrček. Dober večer, dober dan, dobro jutro, kjerkoli nas gledate, kadarkoli nas gledate. Mi smo festivalska 202 Exit ekipa. Nič ne bomo okolišili, gremo kar takoj k stvari. Včeraj smo prenašali koncert glasbene skupine Elvis Jackson. Maja, oni so se pa prej še pri nas oglasili, ti si se pogovarjala z njimi. Kaj so ti kaj povedali? Da so Presley Michael, ko so se predstavili, ne, se razumete. Jaz bi rekel, da jaz vem, da midva vas mama zelo rada. Čeprav vas ne vedimo. Pridite na koncerte, tudi v Slovenijo, pa tudi, če boste kje druge. Nič, da so potovali do Novega Sada 11 ur, tako da so zamudili na tonsko, oziroma najprej so zamudili na intervju z nami. Morali bi ga imeti ob 19, imeli smo ga pa ob 20:30 približno. Skratka, ja, dogodivščine že na poti do Novega Sada, zastoji, nesreče, zagorel tovornjak in ostalo, ampak oni so srečno prišli do Novega Sada in seveda razturili na odru Fusion. Žiga, včeraj je bil Exit kar precej, lahko bi rekli, kaj kitarsko obarvan. Na glavnem odru je bilo veliko črne barve. Že drugi dan črna barva, ampak drugo občinstvo, če so bili prvi dan Darkerji, so bili včeraj metalci, res presenetljivo veliko fanov. Pantere, Phil Anselmo, pevec bivši njihov, je prišel z novim bendom, že nekaj časa sicer delajo The Illegals, s katerimi smo se tudi pogovarjali. Phil je potem tudi ne podeljeval podpise, ampak se je slikal s fani, vrsta je bila dolga 100 metrov in se je res vzel čas za njih in se videlo, koliko oboževalcem to res pomeni. Meni se je zdelo predvsem zanimivo to, ker sem šel ravno v tistem momentu, ko je bil ta koncert na glavnem odru, sem šel mimo Explosion Stagea, odra, ki je namenjen predvsem in težkokategornim kitarim. Ja. In je bil popolnoma prazen. No. Zdi se mi to fino na Exit festivalu, da je res za čisto vse okuse se najde glasba, tudi ta Explosion Stage, oder. In vedno je poln, no, načeloma, vedno ima nekih teh. Na Exitu vidimo razne like, vidimo razne pojave in kako se ljudje načeloma oblečejo in namestijo in kakorkoli že namažejo in tudi Maja in Uršula. To glavo smo si naredili. To, festivalski dodatek je. Lasali so naju, ko so nama delali kite, in neka gospa v hostlu v centru mesta je povedala, da se tudi ženske četrti dan pa med sabo lasajo, potem, ko že minejo 4 festivalski dnevi in se zgodi marsikaj in so dekleta jezna druga na drugo, da se tudi pretepajo ljudje, to so ti minusi velikih festivalov. Ampak ja, to je bilo edino lasanje, drugi dan so bile te kite. Uršula, omenila si minuse. Seveda glasba, ogromno število ljudi, tujcev, domačinov, marsikaj prinesejo skozi vrata, ne le dobre volje. Ne. Droge so seveda velik problem na takih festivalih, povezujejo jih predvsem in pa tudi z elektronsko glasbo in zato so letos organizatorji festivala Exit zagnali zelo neposredno kampanjo. Ko vstopiš skozi človeški izhod skozi zadnjico, ki je nekako natisnjena na obok, torej skozi pisom, ali veš, odkot prihaja tvoja droga, opozarjajo na to, da droga potuje seveda tudi v koncu prebavne poti. In Novi Sad je letos tudi Evropska prestolnica mladih. V sklopu tega sodelujejo s festivalom Exit, imajo ogromno nekih projektov. So pa recimo v sklopu tega zaposlili 200 mladih za neke 4 leta, su mi povedali organizatori. Tako što smo napravili edukacije za mlade koji mogu pomoći dalje, tako što razvijamo fond za mlade talente. Ok, dan 2, katerega koncerta se najbolj veselimo, Uršula? Greta Van Fleet. Dvoboj med radijskim popom Toma Walkerja in rockerji Greta Van Fleet. To bo vse na glavnem odru, Maja? Jaz se pa veselim, seveda Greta Van Fleet in Toma Walkerja, ampak tudi Senide, ki bo nastopila na odru Fusion. Ob 23. jo morda tudi snemam. Morda. Jaz pa bom rekel, da se veselim starostnikov. Van Gogh nastopajo tudi na glavnem odru. Nič, to je to iz našega vloga, danes iz Exita. Vidimo se spet kmalu.
sledite nam na Facebooku, Twitterju, Instagramu in pa seveda na YouTubu. In na ta kanal se lahko tudi naročite. Sicer pa tisti, ki ste na Exitu, dajte nam pisati, imamo za vas tudi kakšne majice, še kaj drugega. Lahko prijete pogledati celo naš studio. Ne? To je to. Prijetno. Čau. Kako ti to lepo gre tebi, ej? To pa je ostalo. A ja, še jaz ne.